Komentar dneva, nedvomno najbolj simpatičen obraz slovenske televizije, Jasna Kuljaj. Naj povem, da me je klic urednikov vesti.si prav prijetno presenetil. V poplavi revij, ki v teh dneh ne znajo zastaviti drugega vprašanja kot kje bom preživela počitnice, je ponudba, da naj naredim komentar za vest.si delovala prav osvežujoče. O čem pa naj pišem, sem vprašala urednike. Piši o poletju, o vročini, o ljubezni, so rekli. Seveda. O čem drugem pa bi voditeljica neke narodno-zabavne oddaje sploh lahko pisala. Redko kdo si namreč predstavlja voditelja narodno-zabavne ali pravzaprav katerekoli zabavne oddaje, kako bere dnevno časopisje in da ima o političnem dogajanju celo svoje mnenje. Ampak ne boste verjeli, tudi to se dogaja. Ne samo, da spremljamo dogajanje, o njem imamo tudi svoje mnenje. Je pa res, da bi bilo javno izražanje stališč o tem ali onem politiku za takšne, kot sem sama, poslovni samomor. Svojo kariero moramo namreč nastaviti na obdobje daljše od 4 let. Zato se nam javno ne splača kakorkoli opredeljevati. Če torej ne želim pisati o poletju, vročini in ljubezni, če si ne upam komentirati politikov, kaj mi potem sploh še preostane? O čem pa se mi splača povedati svoje mnenje? Morda o človeku, ki me je napovedal, o Jonasu? Bi pa raje ne bom. Bi morda lahko rekla kakšno o Godlerju, o njem imam marsikaj povedati, ampak tudi ne bom. Je pa res, da ko se bo ta človek enkrat zaljubil, gledalci TV Slovenija in vesti.si od njega ne bomo imeli praktično nič več. Zato uživajte v njegovih domislicah, dokler mu kaka ženska ne skisa njegovih mladih in domnevam še precej čustveno naivnih možgan. Z veseljem bi povedala svoje mnenje o tem ali onem dnevnem časopisu, o tej in oni reviji, o istospolnih zakonskih zvezah, o cerkvi na Slovenskem, a tudi o teh zadevah raje ne bi. Lahko pa bi povedala, kaj si mislim o tematiki, ki naj bi mi bila po službeni dolžnosti precej blizu. Recimo o besedilih v slovenski zabavni glasbi. A seveda zopet ne bom. Od nje in izvajalcev teh besedil konec koncev posledično tudi živim, zato bolje, da modro molčim. Če malce premislim, so uredniki vesti.si nemara vendarle imeli prav, ko so mi predlagali, naj povem kaj o poletju, vročini in ljubezni. Konec koncev nimam kaj izgubiti. Ampak o poletju in vročini bi kaj več vedel povedati kolega Pečenko. O ljubezni pa saj veste. Leži v nas samih in ko bo čas, da jo nekdo odkrije, jo bo odkril. Se prav nikamor ne mudi. In to velja tudi za kolega Godlerja. Srečno. Jasna. Le pripomba okoli Godlerja. Godler je na vest prišel, Godler je imel Godler šov in potem je Godler šel.